Pričeska, ličenje in obleke. Priprave na revijo so potekale mirno, stari znanci modnih brvi pa so komaj čakali, da se revija začne. Danes mi je ta revija še v posebno čast, ker bo z nami na pisti tudi legenda slovenskega manekenstva, to je gospa Nina Gazibara. V bistvu jaz nimam nobenih posebnih priprav, zato ker je tole meni tle po delu današnjem prava relaksacija. Sicer se pa od nas pričakuje, da smo nekako fitno, to je to kot modeli. Skušam biti čim bolj sproščen in čim več energije podariti ljudem, ki spremljajo modno revijo. Tisti majhen adrenalin, ampak to je dobro, to je izmed dobro. Revijo je sproščeno in simpatično vodila Tjaša Kokal. Danes sem multipraktik, ne samo za stylinge, potem tudi pomagam pri sami organizaciji, čez imam manekensko ekipo, tako da pa še vodim. Na modni reviji smo videli tudi, katere so najbolj trendovske barve te sezone. Od turkizne do fuksija barve, smetana, modra, mornarska je še vedno moderna, predvsem pa smo zelo veliko uporabljali rdeče in pa črne, črno-bele kombinacije, til, čipka skupaj s pletenino. Med obiskovalci je bilo veliko modnih navdušencev, pogumnejši pa so se spotaknili ob nižanje oblačilnih standardov obiskovalcev modnih revij. Če se dobro počutiš v svojih cunjah, pol je to v redu, ampak zadnjič smo bili na reviji od Lise, ki smo zelo komentirali, kako se ljudje sploh nečno oblečejo. Je pomembno. Ja, bi rada dobro izgledala. Če je to modni dogodek, se oblečeš, ne vem, tako malo bolj elegantno, vsaj v mojem primeru. Revija je pozitiven predznak k slovenski modni sceni.